Fantasy. Radio Fantasy. Rod Stewart je tole The Motown Song, 4 minutke so čez 8:30 in evo ga, kar naenkrat se je posvetlilo tukaj, prižgali smo ta velike reflektore. Imamo goste, skupino FLIRRT. Ja, dobro jutro vsem, ki poslušajo. Živo mami. Rok Lunaček in Štefan sta preletela zdaj v studiu v bas kitarami, tako da danes bo superca. Je to dobro v bendu, kaj imamo priimek Štefan, kitaristi so pa samo Štefani. Štefan kitara. Štefan kitara. Štefan kitara. Ja pa še res kokal, ne, kitara. Super. Ja, živo, lepo bi vas pozdravila, lepo se mava vedno, ko prideva sem. In zdaj smo se ravno kar par stvari naučila, videla eno lepo gospo, videla neke aplikacije, skratka vedno je nekaj novega pri vas. A ja, debata se bo začela pri OnlyFansu verjetno, ne? Ja, ker jaz pač nisem vedel, kaj je to in v bistvu Rok je mislil, da je to aplikacija, kjer v bistvu jaz šuši strsem. njemu lajkajo stvari in veš, pa dobi plačan kaj od tega. Ne? Mislim, vse načeloma je, ampak tam gor lahko pokažeš kaj drugega, kot kar pač nabiraš lajke. Jaz sem videl tam, ampak je uspešna poslovna ženska, tole vidim, ne, vsekakor. Ja, no, danes jaz sem fan, ne bi pa plačal. Predstavili Ano Posovnik. No, ta gospodična je Ana Posovnik, tekmovalka oziroma bivšega sanskega moškega. Kako bivšega, kaj je pustil? Zdaj sta že dva, zdaj je že druga. serija. Mislim, da se pravičujem, ampak res ful ne poznam Saj ne tega. rabiš tega videti. Mislim, slišal sem že za sanskega moškega, ker je bil v naši vasi en sanski moški, ko so bile punce zelo zaljubljene v njega. Pa to nisi bil ti? Ne, nikakor ne. Jaz nikoli nisem bil sanski moški. Pač žal ne. Zakaj? Rok Lunaček, ok, bomo pa tu začeli. Ne? Jaz sem dober po srcu. Dober po srcu. OnlyFans, če to kaj povem. No, zdaj razloži ta koncept. Skratka, OnlyFans plačaš dejansko, da se ne hecam. Plačaš in dobiš neko storitev za to, ne vem, slike, karkoli. Ja, Pogovor. that's it. Lepo. Mi je všeč, da se spodbuja mlade, nadobudne, bodoče poslovneže v tej smeri. Uspeh pri ljudeh je vedno nekaj, kar hvale vredno. Ne? Dajmo se mi dotakniti skupine FLIRRT, zdaj smo že pri OnlyFansu. Cajt beži, ne? Mogoče Ampak to, da ima band 25 let, je relativno dolgočasno. To, da pa en iz benda, ki 25 let pozna ne ve, kaj je OnlyFans, pa ni tako dolgočasno. Tako da ja, mi smo 25 let skupaj. Tako. Grega, ravno kar si dobil, z nami je tudi Grega. In sicer Skrbi za management, ja. Grega je zdaj dobil novo poslovno idejo, da mogoče pa za naslednji album, komad, kakorkoli boste šli pa na OnlyFans, a veš, in boš malo razgalil. Dejansko OnlyFans izpade zdaj kot platforma za pornografijo, v kar se je razvil. Izverno to ni bilo to. To je bila ena od možnosti. Se pravi, če apliciramo na skupino FLIRRT, lahko vi odprete profil in vam mlade mamice pišejo, zdaj jaz bi pa imela personalizirano vabilo in lahko prodaš kot OnlyFans. Ja, jaz ne vidim v tem težave. Tako da gremo. Lahko to narediš, oblečen samo v kitaro. Allah, mi začnemo že enkrat s FLIRRT in 25 Ali pa ukulele, ki je manjši. Ne moreš. Ker nage babe pokažeš, gotovo, njega. Gotovo. Ja, you did it. Nismo... Ja. Evo, da se ramo sam hecal. Rok, zdravo. Zdravo, pozdravljen. Štefan, kako si? Odlično, pa ti. Skupina FLIRRT ima nov komad, ki je tudi pomenljiv naslov, ne, Ko leživa. Tako, OnlyFans edition. Ja, Ko leživa, skladba, ki nam, da se nam sam hecal, ki nam veliko pomeni. In veseli smo pravzaprav, da se v tem spotu, ki ga lahko pogledate na YouTubeu, pojavita spet v bistvu dva odlična plesalca, Monja Lorenčič pa Žan Roj. Ob tej priliki res velik hvala, ker bi v bistvu, če ne bi bili mi pač del promocije, po mojem bi kar pustili, da ona da plešata v celoti ta ples, ker je res ful lepo zavedati. Rok, a ti plešaš? Jaz sem plesal v Kazini, te latinsko-ameriške, takrat glede na to sem jaz blazno... A veš, palmo imamo, musko pa dal Janko. Ja. Skratka, ampak takrat je bila zelo moderna lambada in jaz sem bil zaljubljen v eno sošolko, ki je bila nora na lambado in se je kot pismo, jaz se moram to naučiti, kljub temu, da imam 3 leve noge. Ne. In sem pač šel v Kazino, ki je neka šola priznana in sem se naučil in ča in vse te zadeve. Čekaj, ena stvar pa je iz tvojih srednješolskih časov, ti si bolj moje rasti, ne? Jaz si bil najmanjši v razredu. Jaz sem bil takrat, potem sem zarastel kasneje, ampak ja, do konc prvega letnika, začetek drugega sem bil res najmanjši na šoli. Na šoli? In sem nosil cokle več čas. Pazi njegov vzdevek.
cokla. Ker sem nosil cokle več čas. Po zimi, Tudi po zimi, ne? Ja, res sem nosil cokle, ne hecam se. Sem komada s tem naslovom pa še ni, ne? Ja, no, Naj te popravi Štefan, je ta komad s tem naslovom, ampak ni izdan. Grega, si slišal? Ja, cokla, v bistvu je, pa takrat sem bil jaz tako zakompleksan, ker sem bil manjši, pa ena punca mi je bila všeč, ker je bila strašno visoka, ampak hvala Bogu sem se pol potegnil v drugem letniku, tako da potem sem bil večji od tega dekleta. No. No, To vidi. coklo šparaš za album poezije? Ja, tako, naj te cokla brcnje. Ko leživa, zdaj vi imate v festivalni dvorani, imate vi en tak, lahko rečemo, krvele koncert. Ja, velik Bilo koncert, to planirano, pa sta bila dva datuma? Drugi koncert v bistvu bo šla novica zelo kmalu ven. Ne bo pa 24. Ne. Ne. Ne bo. 25. v festivalni dvorani. Ne? Drži, ker bo z nami tam 1000 ljudi. Mislim, ful se veselimo. No. Dejstvo, da je, jaz vedno tako gledam, ne. Nekdo, ki si vzame kot prvo čas, nekdo, ki plača karto in pride tja, to pomeni, da enostavno mu glasba toliko pomeni, ne, od nekega izvajalca, da si vzame čas, pa plača karto in to ni samoumevno. No. Sploh pa po 25 letih. To pomeni, da smo dovolj se dotakne ljudi čustveno, ne, da nekdo reče, da si dejansko prostor v srcu nameni temu bendu. Ne. Rok, mislim, da si se ti še česa drugega dotaknil, pri nas dekletih. Ja? Od tistih. To pa ne bi vedel, viš, jaz sem, Ja, sem- živim v svoji knjigi in v svojem svetu. In Bolj kot ne so bili sami broki pri njihovih, brejki, pardon, jaz ne vedno broki. rečem na koncertu, da smo največji ločitveni bend, Ja, ker imamo toliko največ. žalostnih pesmi. Je pa res, da imamo tudi veliko srečnih. Mislim, da smo Ko mi je te ni- komade dojeli Rome čist in drugače, Julija, v bistvu ja. besedilo na koncu itak, mislim, pač ga poješ, ampak ga itak ne Ampak ti poješ ne- z razumevanjem, a veš, Ampak kaj pazi, mislim? ne veš kaj neče štosne, recimo kako ljudje predrugačijo pesem. In je absolutno prav, publika določi, kaj bo pesem sporočala. Ne. Pač konc koncev vsak vidi svojega zornega kota in Točno to. In to je čar muzike. Ne? Recimo v končni fazi Roma in Julija. Meni je super, da ta komad ni v ločitvi, ker sem jaz napisal za ločitev staršev. Ali si predstavljaš, da bi ta song uno, ne, dejansko ljudje, ko pojejo ta komad, je uno, vse, kar je lepega in slabega. Jaz vedno rečem, kar je lepega in slabega v lifeu združiš in se dereš na tisti refren. Ne. Tako. In isto v mojem telesu kojen in vsi te komadi so pravzaprav taki, da so tudi malo žalostni, ampak v resnici jih ne dojamaš tako na koncertu. Ne. Jih poješ enostavno. Ne. mislim pač znamo besedilo in se pač probaš. A se bomo kaj drli na ta novega zdaj? A ja. Mislim, to pa moram povedati, evo, da se nam hecel. Ta edini tak drugačen, ne? Mislim, veš kaj je fora? Vsebinsko. Veliko ljudi obrtniško nam je rekel, pa joj, pa ta je tako ful oseben, pa to ni za medije. Mi smo rekli, da pri teh letih pa me da lahko nekaj naredimo za svojo dušo. Ne? In smo naredili res za svojo dušo. Ampak je bilo tudi za dušo ljudi, ker je neverjeten odziv. Pejte si prebrati, koliko je komentarjev na YouTubu pa na Facebooku. Mi smo tako rekli, mi vedno odpišemo vsakmu. Ampak smo si naredili velik problem, pa del, ker je bilo toliko komentarjev in smo morali vsakmu odpisati. Se je lep občutek to, ne, da ne pomote. Imam občutek, da en član benda manjka. Dej, Štef, kaj povej? Ja, čri, Štef je tu v backgroundu. Super zdaj. človek, veš, res super človek. Jaz sem do besede ne prijem. pustiš ga do- Če mene sprašuje, Se jaz raje poslušam. Ne? Dobre, podlage mi je zmanjkalo, da bo zavrtet komad, da sploh slišijo poslušalke in poslušalci, kako zveni koliš. Roki in Štefan iz skupine Flirt sta v naši družbi. Dobro jutro še enkrat. Dobro jutro, živijo. Živijo. Danes smo imeli kar lušno debato, ne slišali smo zdaj tudi zadnji nov singel, napoved vašega špila v festivalni dvorani. Štefan, najbolj zanesljivi član benda, prosim, povej kaj. Ker nekaj začni govoriti. Moram reči, da sem zelo utrujen, ampak mi je odlično tukaj. A to zaradi generalke, ko ste imeli včeraj? Ja, včeraj Ja. smo- Na splošno zadnjih 14 dni je bilo hektičnih in je še vedno hektičnih. Probi zdaj neki rok povedati. Nekaj bom probal. Nite več. Ja, Drugi ni, ne, Rok je tak zgovoren, saj treba je biti ne, animator na odru na koncu. Jaz zmeri rečem, Rok veliko govori, ampak je eden redkih ljudi, ki veliko govorijo, pa tudi veliko povejo. Ja, ampak Čak se tem dal nazaj. izvoli. moram pa vse nekaj povedati. Hvala, Štefan. Ja, tudi jaz te ne morem. Moram pa nekaj, da star indijanski pregovor pravi, da nekdo, ki veliko govori, tudi če še ne vem kako pametno govori, prej slej pove, kakšno neumnost. Tega pa Teh nisem smo rekel. danes slišali že Ne veliko. bomo šli zdaj v detajle. Tako. Ne bomo šli zdaj v detajle. Evo, skupina Flirt, od Romeja in Julija do sem boste preigrali cel, lahko rečemo, repertoar vaših pesmi. Vse ne bo šle noter.
Zagotovo ne, ker jih je preveč. 120 je vse skupaj. Ja. Ampak dejansko železen repertoar bo, ne dvomim, da bi nas spustili domov brez Kojni, pa brez njene balade in tako naprej. Ampak bo pa ful enih komadov, ki jih res že dolgo nismo igrali, pa jih mogoče naši fani zelo dobro poznajo, mogoče širša javnost malo manj. Ampak v končni fazi meni recimo ena pesem, ki se imenuje Samo ti, Šuši, to res posluši, ker je res ful lepa. Pa recimo Punca v belem je en krasen komad, ki jih pač res vedno igramo na takih eventih, ki so pač bolj koncerti kot neka žurka splošna. Ne? Ja, zdaj... Ampak, lahko sem jaz eno stvar, pač ko je ni, ne? A veš, pri nama sta bila, ne? Ona sta priredbo naredila tega komada. Sej zato. Bi cool, misliš, ja. Evo, pri nama sta bila v bistvu, par dni nazaj, Anej in Rok iz skupine Be Cool, ona da sta naredila priredbo in kaj boš porekel na njuno priredbo vašega komada? Mislim, občutki, da nekdo naredi mlajši priredbo. Meni je vedno, mislim, glasba je stvar okusa, pa dobra, pa slaba. Ne? In jaz nisem tisti, ki bi sodil. Meni je pač njuna priredba zelo dobra. Ker tudi mi v bistvu zelo podobno zdaj to igramo. Drugače od originala. Mi imamo 3 verzije te pesmi. Ena je čisto samo v klavirju, taka zelo intimna. Ena je taka bolj na power, podobna kot njuna, sem še malo bolj nažgana s kitarami. Ne? Ena je pa pač ta stara verzija in nam so vse ljube. No? In tudi mi kot band smo napisali na njuno stran, ko sta objavila to, smo se pogovarjali o tem, se smo sodelovali, ne? Da nam je pač v čast, ker dejansko pesem skozi njuno publiko raste naprej. Ne? In mislim, da je pesem tista, ki je bistvena, da preživi te časa. Band folk, jaz sem živ dokaz, band, ko se umakne, ga ljudje čez čas pozabijo, popularnost pride, gre, pesmi pa Človek ostajajo. te ne more pozabiti. Zelo z lahkoto te ljudje pozabijo. Jaz ti lahko povem iz prve roke, Šuši, ljudje zelo hitro pozabijo. So ljudi, razen tistih v oskem krogu ljudi, ko so najboljši prijatelji. Popularnost pride pa gre, to je fakt. Dobro, ampak z muziko si bil skozi z nami. Človek te ne more pozabiti. Ja, se pravi, ampak pesmi človek ne pozabi. Tako je rekel en zelo uspešen avtor v Sloveniji, en Rok Lunaček. Kaj je pesem? To je kviz. Kraljica. Ne, dejansko je, mislim, jaz pravim, čez 100 let bomo vsi prah pa mah, pesmi bodo pa živele naprej in pesmi so večne. In zato pravim, da je vedno kraljica pesem. Vse to je tako, kot je Štef rekel. Vidiš, da poslušam. Zakaj mi ustvarjamo? Mi ustvarjamo zato, ker te nekaj ne engane, zato ker se ti nekaj lepo, zato te nekaj užalosti in daš ti pač to v pesem. Če bi bil pa dober pek, pa speče dober kruh, nekdo, ne vem, si zida krasne hiše, nekdo ilustrira. Pač to je nek kanal, za katerega nič nisi naredil za talent. Jaz pač imam slučajno talent za to, dala sta ga mi oče pa mama ali pa ne vem, življenje in pač gre to čez mene, lahko bi pa se ukvarjal z nečem čist tretjim in sem hvaležen za to. Ok, zdaj si nam tudi slikovito vrisal to, ampak ali je bilo, in vem, da je bilo neko obdobje v tvojem življenju, ko so ti šle vse pesmi na živce? Mislim, vse ne. Šli so mi hiti, a govoriš za flirt komade? Flirt komade. Mislim, jaz sem bil v eni fazi življenja, po moje, da vsi damo to fazo skozi, no, saj jaz sem jo dal, ko sem bil precej jezen na ta svet, motile so me stvari, pa družbeno kritiko sem pisal, pa te, ja, veš, ko si malo jezen, no. Ampak mi ni bila ta faza, glih najbolj všeč, jaz veliko raje zdaj pišem družbeno kritiko skozi hec, ne. Se mi zdi, da ljudje tudi skozi hec bolj prisluhnejo kritiki, kot če si ti jezen, to je pa narobe. Ljudje v resnici imamo tendenco do zavračanja neke jeze, ne, in tudi jeza ni glih nek dober medij, ne. Ali naš Grega gleda spet plakat. Grega ne more brez Ane. Tako da ja, v bistvu vse te pesmi, ki sem bil blagoslovljen z njimi, Kojni, Roman, Julija, pa zakaj za vraga bi bil jezen na te pesmi? Saj sem jih kot prvo jaz napisal, zdaj pa če so mi šle na živce, ker sem jih 5000 krat v življenju zaigral, verjetno je bila to neka ta faza najstniška. Si pa čisto sam kriv. Ja, tako, drži. Ampak ne, danes imam pa ravno te pesmi najbolj rad, ker sem jih hvaležen, da sploh lahko z njimi hodim v življenju. Veš, pesem, ki je stara enkrat tam 18-20 let, je dejansko kot pri človeku. Ti si lahko tako kot pri otroku vesel, da si jo mogoče dobro vzgojil, tudi če ni hit, je pa pač manj znan otrok, ne, ampak še vedno ga imaš rad, ampak če je pa hit, pa si še toliko bolj ponosen. Ne. A je že ogreta kitara? Ja, ker so jo mogla namreč objemati. Ali Štef, ali en Roman Julija za njih dva. Ja, za poslušalce. Slušaj, boš pela? Lahko poješ, ja. Sam daš meni mikrofon dol. Ja, to pa poj zraven. Tale pesem je letos stara že, proti 22 grevo že. Sama si v sobi, pozno je, za mene in za tebe, ti vseeno je. Ma nisem Romeo in ti nisi moja Julija, ostala mi je bluza
Tvoja bluza vonja cimeta. Upam, da me čakaš, ko se noč spusti, ker je nekdo, ki čaka, nekdo, ki ne zaspi. Pisma ti ne pišem, ne pošiljam ti več svojih slik, rad bi le, da veš, da ob tebi bi se rad zbudil. Ajde! Nisem Romeo in nisi Julija. Dej, Šuši, no. Ne bo? Če je kje bom, naj stopim dol z neba. Ma naj odkrije in razkrije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Dame in gospodje, najboljši kitarist v tem studiu, Štefan Kokal. En aplavz za Štefana. To Štefan. Tebi je zavedno, dajem lahko noč. Umiram, ko te čakam, in umiram, ko greš proč. Ma koga si želela, koga si čakala, da ti da oktobrske večere, noči, ki jih še ne poznaš. Nisem Romeo in nisi Julija. Ne slišite, ampak Šuši poje. Če je kje, Bog ne stopi do z neba. Naj odkrije in razkrije še tvoj del sveta. Ubila si mi del srca. Ko smo že prerekli, jaz sem, kaj si že rekel? Jaz sem radio in ti si fantasy. Bravo, Radio superca. Vidiš, tole so bili zdajle live. A moraš vedeti, da ta pesem gre proti 22 letom. Dejansko zveni bolj sveže kot takrat, ne? Ja, veš, A ni tako to? jaz. Ne stara se pesem. Tako. Samo teleški se starajo, duše pa ne. Zdaj bo Janko rekel, Čas se je Šuši, ti iztekel. hoče. To bo rekel. Nehijo podžigati. Šuši, pa ti, ki si stara, reci, ki si še najstnica, ko si 19, kako se počutiš pri teh svojih letih? Ful daber. Ful daber. Mislim, če tako si presko dela, ima več. Dej se sama, kaj ste lahko reči. Pa ne, Ko boš mislim, naslednjič pila čaj, bo dajem ti strupu čaj. Ja, lej, ne, evo, konc je, konc ne, jaz sem slušega. imela še eno. Lahko eno nostalgično zagrava, tisto, ko smo se prej menili, ki je ful dober tekst. Evo, Daj, Štef, no daj, evo, daj. 2, 3, 4. Daj našemu Gregatu, dolgočasna, ampak, a spomniš ga? A nisi rekel? 20 let nazaj sem bil 20 let mlajši, bil manj obremenjen in sebe sem imel rajši. Zanimale me niso politične štale, živel sem za moment in neumnosti male. 20 let nazaj, ko bile so še Deutsche Marke, sem nosil strgan džins, čupo dolgo in ostarke. Naredili smo bend, ni nas zanimala šola, to ni propaganda za proti šoli, in doživel bomo le od rock'n'rolla. Dajmo spet. 20 let nazaj je bilo vse drugače, 20 let nazaj je bilo vse domače, 20 let nazaj, o kako čas mine. A vsake toliko me še prime, Suši z vami za pet, jaz sem še spustil tarja, pam, na teh dobrih 20, naprna že 25 let, z vami za pet, pam, še na novih 20 let. Poslušaj zdaj tole zgodbo. 20 let nazaj, ko me je punca pustila, Facebooka, Instagrama, Snapchata, Twitterja, TikToka še ni bilo, da z drugim bi delila. OnlyFansa. 505 za crto, mal pa kraš čokolada, en refren v parku, pa me je Mona spet imela rada.
20 let nazaj se nisem oziral, z glavo skozi zid, za pravnace nisem se keral. Pogrešam tisti čas, ko smo s klapo še staro zapeli na ves glas in preglasili kitaro. Dajmo spet. 20 let nazaj je bilo vse drugače. 20 let nazaj, ko še Šuši ni bila, je bila stara sam 19, ajde, 20 let, ne, v 9-0, da sem se zajemal. Vsake toliko me še prime. Kako se zdaj ta komad konča? Na Radio Fantasy zapej. Jej! Oh yeah. Tale aplaus me spomne na začetke naših koncertov, ko je bilo ne 7 ljudi v dvorani, ko je uno, veš. Ja. Pa sem se ful zadrla. Lahko še bolj. Ne, ampak moram reči, ampak veš, da se takrat največ naučiš, ne? Ko imaš pušione na začetku kariere, je v bistvu tako, da predstavljaj si, da bi band kar takoj ratu popularen. Až kako bi bil prepotenten? Že tako, ko si prepotenten pri najstniških letih, ne? Mi dva ne veva, ker nisva še kar popularna. Ja, to. Pa najstnika sta še, ne? Ja, 19 je bilo Imamo pa pred 20 leti. enega člana, ta ne, nisi jih najmlajši, sem pa najmlajši. Nisem najmlajši, sem pa pol leta stran od tega naslova. Kleman je najmlajši, ne, basis, ne? Ja. Ampak je isto star, kot jaz. Isti letnika, veš. Toliko so bili stari flirtovci, ko so začeli. Ne, takrat sem bil že rojen. Ne, ko sem začel, 97. Ja. Ti si bil star koliko? Jaz sem 94. To se kaj pogovarjamo o letnikih avta? Koliko si bil takrat star, 97, kako ste štartali? 25 let manj kot zdaj. Jaz bom marca, bom 45. Ne boš. Mislim, bom na papirju, ampak zdaj se ne počutim. 20, torej, ja, no. A videl veste, da sem jaz v Celju živel 7 let? Zdaj veste. No, povem. Ja. Blizu tukaj sem bil, ja. Ja. Razlog? Zelo lep del mojega življenja. Razlog? Ja. Ker je moja boljša polovica iz okolice Celja. Ok, zdaj pa še povej, v katerem stanovanju sta živela, da vidimo, a veš, da dvignemo malo ceno nepremičnini. Ja, sigurno, ja, ne bo padla morda. Kar ne bi bilo slabo v resnici, ne? Dajmo znižati cene nepremičnin, ne? Ja. Tlele zelo blizu, pozabil sem naslov, piše v Kapoldi, a je neka zelenica? Ja, Zelenice, zelenice. Robi ve, ker sta bila soseda. Ja, tako da, ampak lep, ful imam rad sem se sprehajal tam tlele med labodi pa med racami tamle, pa ne s kulinaričnega, čisto lepo je gledati, si se sprehajal tle ob Savini in nekako lepe spomine imam zelo, no. Tudi v bistvu Celje je relativno mirno, potem zvečer se manj dogaja kot v neki centralni Sloveniji, ampak meni je to pasalo, recimo. Ja. Ja, Grega ne more počakati. Ne, tiščiga, ne. V glavnem flirtovci. Ana je naredila svoje. Ja, zaradi tega OnlyFans profila smo zamaknili 5 minut intervjuja, ker smo govorili same nekaj. Imate ste eksplicitna pisma, jaz prezgodaj den dojemam, še zdaj sem si še začel predstavljati Gregata. Šuši je prišlo, kaj si čaj čez nos dobila, ali kaj? Čez nos? Čez ušesa? Skupina Flirt. A boš grgala? Moramo povedati, Šuši, ki ne vidijo, je čaj popila. Pa se imamo na kameri, vse se bo videlo. A kam? Se pravi, si filtrirala zoz skozi nos, še nima se. 25 let, 25. november, festivalna dvorana Ljubljana, to mislim, da je že razprodano, nov datum pride kmalu ven, tako da Rok in Štef. Ampak veš, da mu vsi reče Štef. A veš Štef, da je to res? Pa se to je laže, pa še bolj se sliši. Ja, pa krajše je bolj. Za mene Štefanzi, za prijatelje Štefanzi. To je pa sam za Roko, v bistvu, če smo iskreni. Hvala lepo za obisk, minuta čez 9, je novice bojo štartele pač danes malo kasneje. Mojem telesu, drži tvoj znak. Jaz te končamo, nekaj dotikal, par na par. V mojem telesu me še boli najbolj. A ti se gramo koji niso vši? Kdaj? 2, 3, 4. Sanjal sem kako imava pot do neba. Zjutraj tja do zvest, zvečer do srca. Štejem, da zaspim, a je ni. Manjka njen dotik, da me umiri. Aja, menjal sem za noč, ki je dala del njej. Menjal sem za vse, kar nosi njeno ime. Čutim in želim zelene oči.
slajše kot zdihljaj, ki se je skril. Ajde Štef. 1, 2, ko je ni, ne zaspi, na blazini ni mehko, ko je ni. Se mi zdi, kad če si sam, ti ni lepo, ni lepo. Nam je bilo lepo na Fantasy, hvala. Hvala, flirtovci, hvala lepa. Čau, čau. Radio Fantasy. Radio